Ok, najprej hvala, da ste prišli, ponavadi ste v ozadju, ampak ni prav, da ste v ozadju. Zato, ker bi lahko rekli, da za vsakim uspešnim kuharjem stoji žena, ki doma upravlja biznis, vozi otroke, pospravlja, hodi v trgovino. A je to res? Ja, takrat je treba tudi ta četrti vogal v bistvu prevzeti, ker jih ni veliko doma, pa tudi ko so z glavo precej še na snemanju, tako da vemo, kdaj se konča in to je pa luč na koncu tunela. No, Helena, vi imate ta butika, ne? Ja, ki v bistvu po koncu stoji zaradi vas v tem obdobju najbrž, pa hčerke. Butik je moj, butik je zmeri moj. Aha, zmeri, ok, pardon. Ja, butik je zmeri moj, ves kontakt s strankam je moj, dekoracije, v glavnem skrbim za veliko stvari, ki se snema pač Masterchef, pač ga probamo čim manj obremenjevati, no? Da je res lahko z glavo samo tukaj, ker je veliko vsega, ne? Še zmeri tudi on zraven, tudi marsikaj v podjetju, ampak proizvodno pa trgovino mi dve z Niko v glavnem ta čas furava. Prva s Aleksandra, pa 3 otroci, domače podjetje. Kako pa vaše življenje izgleda, sploh ko je Luka odsoten? V bistvu moje življenje, ko je on odsoten, oziroma ko snema Masterchefa, je pa veliko bolj organizirano, kot sicer, ko dela. Zaradi tega, ker jaz točno vem, katere dni snema, kdaj je doma in tako, in se maksimalno potrudi, da takrat je doma. Medtem, ko je pa sicer ves čas vpet v družinsko podjetje, tam je pa veliko ad hoc momentov in večkrat kam gre zadnji hip. Tako da meni zdaj po tolikih letih to že čisto odgovarja in sva zelo zverzirana, no? Tako da ni tako zelo grozno. No? Se pravi, je bilo čudno, da ne bi bilo 10. sezone, ko ste se navadili. Ja, tako zdaj pa lih, ja, tako da načeloma je fino. No? Zdaj te sodnike novinarji ponavadi sprašujejo, kdo doma kuha, a doma morate skozi vi kuhati, take žene kuhajo. To je klasično novinarsko vprašanje, ker so ga oni sicer siti, ampak vi ga pa še niste dobili, razen da za vas vem, ker Karim vedno poudarja, da doma kuhate vi. Kako izgleda doma? Imate vstop v kuhinjo? Oziroma, kako imate te kulinarične podvige doma razdeljene? Ja, jaz načeloma se vedno držim tega, da prepuščam strokovnjakom, ne delo, tako da jaz se ne bom vpletala, če ni treba. Je pa res, da pač glede na to, da ga precej ni, ne, otroci so morali tudi od nečesa zrasti. Tako da, če sem bila prej izrazito nevešča v kuhinji, čeprav sem rada dobro jedla, se mi zdi, da zdaj s časom pridobivam veselje. In rada poskušam stvari, samo ne takrat, ko je on zraven. Me je pa veliko naučil, ne, naprimer, kako se moraš naprej pripraviti stvari, ker jaz sem to pač, ne vem, prebrala na pol recept, se lotila, ugotovila, da mi ena sestavina manjka, zdaj pa pač malo drugače in je veselje, je vzbudil to veselje v meni, no, tako da. Pa vas pošle kdaj na balkon? Ja, na balkon, ja. Jaz skozi pravim, da on se heca pa prav, da imam potencial za Ano Roš, ker sem toliko pozno začela, ne, tako da. Aha, no mogoče pa pol 4. sodnica, mogoče v prihodnje. Ja, ali pa bom prišla jaz kuhati, pa bo on šel, ne. Hecam se. Karim, kot sem že rekla, on zelo rad pove, da doma ne kuha. Pa nas on nima vstopa v kuhnjo. Aha, on nima doma vstopa v kuhnjo. Ja, zelo malkrat ima vstop v kuhnjo. Res, kuhanje pa moja. Ampak ne zato, ker moram, ampak zato, ker to rada delam. To je meni v bistvu hobi. Že skozi. Res. Tudi sladice? Tudi sladice? Kako? Tudi sladice? Ja, sem ne take fine. Jaz sem una domačica. Potica, štrudli, šmorni, kvašeno testo. On pa da češnico dobesedno, a ne? Ja, okay. Pa prvama, Katarina? Ja, jaz pa nisem z nekim veseljem do kuhnje odrasla in niti zdaj, čeprav imam najboljšega učitelja doma, nimam te strasti, ker prvič imamo dobro skuhano doma, res je pa zdaj, ko so otroka starejša, zelo sva jih spodbujala k samostojnosti in v bistvu se mi zdi prej ona dva, ki skuhata. Jaz se zdaj še kar malo bolj po strani držim. Lahko pospravim, ni problem, sam pri kuhi mi pa in zmanjka idej, pa za kakšno dolgotrajno kuho tudi nimam potrpljenja. Sej Nika je tudi, ne? Nisem hotela reči, da tudi otroci so ne, skuha tudi ona, samo ne gre samoiniciativno. No, ampak je šla po njegovih stopinjah, ne? Ja, to pa ja. Začela je kot frizerka, ampak potem je, pač kaj je Karim posel za laufov, je
v bistvu preklopila čisto in je v bistvu zaradi nje tudi posel se čisto drugače zapeljal, kot bi se mogoče sicer. Pa pri vas, ta mali so še mlajši, ampak vseeno radi packajo. Radi packajo, mogoče pa predvsem Sofija je tista, ki se ji mogoče že po samem grifu vidi, kadar kaj pomaga, recimo, da ima pač ta občutek, no, ki ga je pač mogoče ni pomen dobila. Ampak česa pa recimo oni ne marajo? Nad čim gospod sodnik doma viha nos? Mislim, nekaj, kar nikoli ne bi v naši kuhinji se znašli, so vampi, ampak to tudi delim njegovo mnenje, tako da tukaj ne bo skrbi. Mogoče testenine, ki so otrokom zelo všeč, pa jih mi hitro velikrat na jedilnik damo, tistemu nekako ne gre po grlu, ampak ostalo pa ne, vse poje. Pri nas ne bi nikoli šlo skozi pljuča, srce, to vedno tudi Karin pove, ni govora, pa piščančji ajmohton, tako ga ne sme videti, ampak sem ga naučila tudi to jaz, ker malo drugače naredim, kot kar ima on spomin iz otroštva. To je pa to, drugače pa pripridan. Pa Luka? Pa jaz mislim, da načeloma vse, mi dva učijo otroke, oziroma tudi nasplošno imajo en tak majhen hec, pri jezerških vedno vse probamo, tako da težko bi rekla, da je zdaj ena taka jed, ki jo on ne je, no, tako da, ampak on ima rad pač take pristne, mislim pač, ja, če je to rižota, mora biti rižota, če so to testenine, mora biti to pomeni brez kakršnega koli nekaj filozofiranja ali kaj, nekaj, kar je prisotno tradicionalno v jedi, naj bo tam, pa potem lahko malo drugače, ampak ne nekaj mešati noter, kar ne gre, no. A pa je pri vas držalo, da gre ljubezen skozi želodec na prvih zmenkih? S čim so vas očarali? Z moje strani je, z njegove ne, ker drugače ne bi bila skupaj. Ne vem, kaj pri meni. Da pa je kuhal na prvih zmenkih? Ja, mi smo šli takoj na jadranje, ker sem ga jaz povabila, tako da tam je kuhal, ja. Ok, pa si ga zadovoljna pol z izbiro? Ja. Pa pri vas? Na zmenkih je bilo tako, da sva kam šla jesti, v bistvu. Takoj se je videli, da imava oba dva rada hrano. Okay. In da oba dva rada jeva, se nama vita. Ja, ne vem, kaj ste delala z njim, da je to skušal v zadnjič. Pa drugo, ja. Ja, pri meni pa je bila hrana presenetljiva tisti aha moment, ko sem ga spoznala, je bilo to v kuhinji, ker je ravno pripravilo eno kosilo za okrog 60 ljudi in potem smo nekako priskočili mu pomagati, jaz ga še nikoli prej nisem videla. In potem, ko se je pripravljala, vsak je dobil neko zadolžitev in je bila na meniju sladica z bučnim oljem. In meni je bilo bučno olje asociacija samo na solato, ne, zeleno pa s fižolom in tako. In kako to v sladico spraviš, nikakor ni šlo in sem se prav upirala to probati. Ampak ko sem pa probala, ne, ko sem v bistvu skoraj že pod prisilo dobila žlico v usta, pa je bilo pa, a lahko še, to je pa dobro. In v bistvu takrat, v tistem momentu, je tudi potem roka in obraz za žlico postala zanimiva, no? Tako da je ta sladica nekako meni odprla interes in obzorja in v bistvu tudi v enem nasplošnem odnosu s hrano sem takrat kar spremenila te neke naše tradicionalne vzorce, ker je bila mogoče bolj količina nad kakovostjo, to je bilo pa pol. Ne, okusi so nekaj, kar je res lepo raziskovati in uživati v tem. Kaj pa je kakšna taka lastnost, ki jo v oddaji nismo zaznali? Kaj še ne vemo, na primer, o njemu? Ja, zadnje v bistvu leta, 2 leti, no, se navdušuje nad namakanjem v hladni vodi, tej ledeno mrzli vodi in to je nekaj, kar ga mogoče še bolj povezali z naravo in še ni tega prenesel name, jaz se še upiram, ampak ba je super, tako da. Boš verjela na besedo? Ja, zaenkrat še verjamem na besedo. Jaz nič tasga, ampak zelo ga pa zjezi, če je posoda v koritu, če pult ni tako, je vse pošlihtan gor, pa poln smetnak. Se ne potegne vrečka.
Ok, ima Luka kaj tazga dark side. Ne dark side, mogoče tudi en tak kontrapol, glede na to, da je sicer zelo organiziran, pa tak človek, ki ve, kaj bi rad v življenju, ampak on je tehtnica po horoskopu in on je tehtnica tudi. Tako, ko se midva kaj pogovarjava, ko pade že neka odločitev, on še vedno tehta tisto drugo stvar, če bi slučajno še, in to je tisto mogoče kar mene. Mali iztira. Ja, iztira, rečem, smo dogovorjeni, od te točke naprej se gre, ni treba več opcije B, ne, pri njeme pa vedno še, ne. Saj se samo pogovarjam in jaz rečem, da o doročenih stvarih se jaz ne maram pogovarjati, no, tako da na ta način. To je značilno, ne, za tehtnice. Tako, ja.